Prav lepo pozdravljeni ob torej vsakotorkovskih tedenskih pomenkih, ki potekajo v okviru evropskega projekta oziroma projekta Evropskih socialnih skladov Jeziki štejejo, ki ga financirata torej Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in pa Evropska komisija. Torej, danes mi je res v veliko čast in zadovoljstvo in smo tudi zelo hvaležni, da je z nami profesorica doktorica Alja Lipovic-Oštir iz Univerze v Mariboru in sicer z Filozofske fakultete. Zdaj bi nekaj povedala o njej, zato da tisti, ki jo dobro ne poznate, torej, da izveste, torej, kaj počne, s čim se ukvarja. Torej, Alja prihaja iz Maribora, tam je tudi maturirala, potem je študirala torej, nemški jezik s književnostjo in tudi slovenski jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti v Ljubljani in tudi Pedagoški fakulteti v Mariboru. Potem je kar nekaj časa preživela tudi v Nemčiji, bila štipendistka DAAD štipendije. No, nato pa seveda se podala v akademske vode in leta 1997 magistrirala iz nemškega jezika in 2001 pripravila tudi doktorat, ker je imela temo gramatikalizacija analitičnega rodilnika v nemščini in slovenščini. Tudi kar precej je prevajala, koordinirala pripravo bolonjskih študijskih programov, torej zelo poglobljena in zavzeta v sam študijski program. Oddelka za germanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Potem pa, ko pogledamo, kje vse je gostovala, vidimo, da torej, je kar veliko držav navedenih, kjer je gostovala in imela predavanja. Bila tudi, če se ne motim, po mojem spominu, 3 mesece na izmenjavi v Vilniusu, v Litvi. In danes je tudi gostujoča oziroma kar redna članica tudi Univerze na Slovaškem, imam prav, kjer, zdaj Alja, spomni me, da bom prav povedala, katera univerza je to na Slovaškem, je Trnava, imam prav? Trnavi, Univerza svetega Cirila in Metoda, UCM skrajšano, tudi na oddelku za germanistiko. Ja. No in tam tudi torej poučuje, prav tako je tudi mentorica doktorantkam in doktorantom, tudi na tako, torej mentorica doktorantkam je tudi na Univerzi v Mariboru, torej veliko tudi potuje, predvsem takrat, kadar ni korone. Drugače pa so njena raziskovalna področja jezikovni stiki, teorija gramatikalizacije, predvsem pa sociolingvistika, tako jo se jaz poznam, večjezičnost, jezikovna in šolska politika, jezikovne biografije in seveda KLIL in problemski pouk. Zelo veliko del je napisala, tako znanstvenih člankov, potem seveda tudi monografij, no, eno smo tudi pred kratkim promovirali, ki ravno govori tudi o večjezičnosti in jo je pripravila skupaj s kolegico Slovaške z Univerze v Trnavi. Torej, vabim te, da nas danes tudi popelješ v svet raznojezičnosti, v katerem veliko veš, veliko delaš, veliko raziskuješ. Izvoli. Ja, hvala, Karmen, za predstavitev in za možnost, da sodelujem na tedenskih pomenkih. In danes bi v bistvu želela govoriti o tem, kaj mislijo gimnazijci o jezikih oziroma kakšen odnos imajo do njih. In da bi o tem lahko govorila, je seveda potrebno bilo neke raziskave narediti, da v bistvu ugotovimo, kaj so njihova stališča, kaj so njihove želje, preference in tako dalje. Jaz sem zdaj kar delila predstavitev. Tako, upam, da se vidi. Moram samo se še malo spoznati, ker na Univerzi v Mariboru delamo z Teamsi, tako da nismo najbolj vešči Zooma, ampak mislim, da bo šlo. Me pa prosim, prekinite, če kaj tehnično ne bi bilo vredno. Ja, dobro se vidi, tako da. Dobro se vidi, ok, super, hvala. Torej, naslov mojega predavanja danes je, kateregakoli jezika se učiš, v njem najdeš lepoto. Zelo pozitivno stališče in je pa iz ene izjav gimnazijcev,
v Sloveniji. In sicer v tisti točki, ko so napisali, katere jeziki se jim zdijo najlepši, so potem tudi v naslednjem vprašanju morali utemeljiti, zakaj se jim zdijo najlepši. Tako da s tem bi začela in kot sem rekla, tema mojega današnjega predavanja je, kaj menijo oziroma kakšna stališča imajo dijaki in dijakinje iz Slovenije do jezikov. V monografiji, ki smo jo izdali skupaj s kolegico Milino Muzikaržovo iz Slovaške, so zajeta tudi stališča slovaških dijakov, ki pa jaz danes tukaj ne bom predstavljala, samo čisto na koncu nekaj malega, tako da bom se osredotočila na slovenske dijake. Ja, če se ukvarjaš s poučevanjem tujih jezikov ali pa če se ukvarjaš šolsko ali pa jezikovno politiko, slej ko prej prideš do teh 5 vprašanj, ki so tukaj napisana. Recimo, kako reagirajo učenci, učenke na stereotipe v jezikih, tudi negativne stereotipe, se pravi na predsodke. Kateri jeziki se jim zdijo najlepši in zakaj? Kakšen je njihov jezikovni svet? In lingvisti se tudi sprašujemo, koliko splošno jezikovnega znanja imajo recimo srednješolci ali pa tudi osnovnošolci, ali pa recimo koliko sociolingvističnega znanja imajo. In struktura mojega današnjega predavanja je zelo preprosta, torej v središču odgovori na teh 5 vprašanj, na začetku nekaj malega o podatkih, nekaj malega o raziskavah, ki sem jih izvajala, in pa tista zadnja C točka priporočila za nosilce odločitev, učitelje in druge. Torej, kot sem rekla, izhajam iz te monografije, ki smo jo s kolegico izdali pred nekaj meseci. Knjiga je v nemščini zaradi tega, ker so obe germanistki in pa seveda, ker je to najin skupni jezik, je pa na voljo, izdala jo Univerza v Mariboru in je na voljo tudi v e-obliki. Ja, v raziskave sem v Sloveniji zajela gimnazije in druge srednje šole iz projekta Jeziki štejejo, v šolskem letu 1920, nekaj malega smo že prej delali, nekaj malega tudi, no, kasneje ne, pravzaprav, tudi kasneje nekaj malega, skupaj je seveda bilo precej oteženo zaradi korone in raziskovalni orodji, ki sem jih uporabila, sta 2. Prvo je anketa in drugo so tako imenovane jezikovne karte, ki vam bom jih tudi predstavila. Anketa je zajela kar lep vzorec, 743 dijakov in dijakinj iz Slovenije, večina jih je z gimnazijskih programov, nekaj pa tudi iz drugih srednjih šol, no na Slovaškem jih je bilo okoli 370, obenem so pa učenci izdelali 919 jezikovnih kart, pri čemer je treba povedati, da je to bilo tik pred korono, ker jezikovnih kart ne moremo delati, če je pouk poteka online, in pa na Slovaškem pa zaradi korone smo prišli samo do številke 134. No, katere šole? Nekateri med vami se boste prepoznali tukaj in se vam že zdaj spet zahvaljujem za sodelovanje. Ste bili tako prijazni, ste pomagali, da so bile jezikovne karte izvedene na vaših srednjih šolah, ali pa ste učencem oziroma dijakom posredovali link do spletne ankete. Torej, gimnazija Ljutomer, gimnazija Ptuj, gimnazija Slovenj Gradec, Trbovlje, Jože Plečnik z Ljubljane, klasična škofijska z Ljubljane, potem pa srednja gozdarska lesarska s Postojne šola, šolski center Nova Gorica in pa nekaj posameznih dijakov in dijakinj z nekaj mariborskih gimnazij, to je bilo nekaj 10 jih samo, ki so bili predvsem testna skupina na začetku za anketo. Ok, torej, kot sem rekla, vprašanja ugotavljati, kakšna so stališča dijakov in dijakinj do jezikov. To lahko ugotavljamo z različnimi orodji. Jaz sem zbrala anketo in jezikovne karte, lahko bi pa to ugotavljala recimo z jezikovnimi portreti, ampak se mi zdi, da za srednje šolce jezikovni portreti niso najbolj ustrezno orodje, ker si, koliko sem malo tudi preizkusila, mogoče kar en velik del ne bi preveč resno vzeli tega, da dobijo silhueto in da v njej noter z barvami rišejo jezike, ki jih imajo na repertoarju. To smo tudi v okviru projekta Jeziki štejejo delali kakšno leto nazaj v 5 razredih osnovnih šol, ki so vključene v projekt, skoraj 600 jezikovnih portretov je bilo izdelanih in v njih bi lahko bilo eno posebno predavanje, tako da grem zdaj od portretov kar naprej. Ja, torej, kot sem rekla, prvo vprašanje, koliko splošno jezikovnega znanja imajo
srednješolci oziroma v našem primeru večinoma gimnazijci in gimnazijke. Zakaj pravzaprav bi se spraševali o tem, koliko imajo splošno jezikovnega znanja? Mogoče tisti, ki bodo med njimi študirali lingvistiko, bodo tako dobili neko splošno jezikovno znanje, torej zakaj bi bile neke splošno jezikovne vsebine interesantne, zanimive v srednji šoli. Čisto preprosto zaradi tega, ker bi želeli nekaj osnovnih informacij, osnovnega razumevanja o tem, kako deluje jezik kot organizem in kako deluje jezik kot pomembno sredstvo komunikacije, podati pravzaprav že mladim ljudem, torej ne samo tistim, ki bodo nekoč specialisti za jezikoslovje. To je seveda lahko zelo kočljiva in mislim, zelo dvorezen meč na nek način, ker je treba zelo paziti, katere informacije pa bi jim posredovali, katere pa ne, treba imeti seveda nek zelo dober občutek za to. Naju s kolegico je zanimalo, ali razpolagajo srednješolci, gimnazijci z nekim splošno jezikovnim znanjem in najprej smo pregledali učne načrte za oba prva večinska jezika, to se pravi slovenščino oziroma slovaščino, potem pa še za gimnazije, potem pa še angleščina, nemščina kot najpogostejša tuja jezika. Raziskava je dala zelo preprost rezultat, izjemno malo splošno jezikovnih vsebin. Recimo nekaj malega, tako osnovnih stvari, kaj je jezik, o tem se učijo že v osnovni šoli, nekaj malega recimo na slovaškem o tem, kaj je jezikovni znak, kaj so funkcije jezika, tudi to nekaj malega v primeru Slovenije, ampak zelo, zelo malo. V anketi smo te stvari želeli preveriti z nekaterimi trditvami in sicer smo izbrali 4-stopenjsko lestvico, tako malo nesramno, da pač bi bilo čim manj odgovorov, ne vem, ali pa ne morem odgovoriti, ali pa tistih srednjih neutralnih. Tako da lestvica 4-stopenjska, zelo se strinjam se, ne strinjam se ali pa zelo se ne strinjam. Na tak način smo preverjali. Dijaki so dobili različne izjave in so na njih odreagirali. Ker je vzorec dovolj velik, 743, in glede na to, kaj so odgovarjali, nekako nimamo problemov s tem, da bi podvomile v odgovore. No pa si poglejmo, kakšna stališča imajo dijaki oziroma kako reagirajo na neke splošno jezikovne trditve. Recimo področje enkratnosti naravnih človeških jezikov smo jim postavili trditev, jeziki so nastali po naravni poti, nihče si jih ni izmislil. In s tem se je strinjalo sorazmerno malo dijakov, kot vidite, jaz se opravičujem, ker uporabljam moško obliko za dijake in dijakinje, torej 55%. Seveda smo tukaj rekli, okej, dobro, mogoče so mislili, da govorimo tudi o umetnih jezikih, v redu, pustimo, nek odziv je, ampak ne bomo naprej razmišljali kaj dosti o njem. Vse procente, ki vam bom tukaj pokazala, se nanašajo na celotno kvoto, več kot 700 dijakov in pa vsi so statistično nekako pregledani oziroma analizirani. Potem smo jim postavili trditev, jeziki so nastali, ker so ljudje hoteli vplivati eden na drugega, tu se jih je nekaj več strinjalo s tem, in postavili smo jim tudi trditev, jeziki nas ločujejo od živali in tukaj smo bili malo presenečeni, ker smo pričakovali višji odstotek strinjanja. Potem smo jim postavili trditev, semafor na cesti ima svoj jezik in tudi tukaj smo bili malo presenečeni, ker smo tudi pričakovali neko višji odstotek strinjanja s tem, da je semafor seveda ima svoj jezik in celo super kompleksni, s 3 barvami deluje in zaporedjem. No, veliko bolj so se strinjali z trditvijo, vse živali imajo tudi svoje jezike. Ampak to strinjanje seveda ni nujno, da prihaja zdaj konkretno z pouka slovenščine in tujih jezikov, nekako to je neko znanje, ki ga ti usvojiš, če si v biologiji hodil v šoli, oziroma če hodiš z odprtimi ušesi po svetu, pa gledaš kakšne dokumentarne oddaje in opazuješ svet okoli sebe. Tako da nekatere tudi druge te trditve pravzaprav ni nujno, da izhajajo samo iz šolskega okolja, ampak ne moremo vedeti, od kod izhajajo. No, potem smo z področja spreminjanja naravnih človeških jezikov smo jim podali trditev,
jeziki se skozi čas spreminjajo in to je naravno. In s tem so strinjali skoraj vsi in to se nam je zdelo lepo, se pravi, nekako, čeprav so stari 15, 16, 17 let, imajo ali že neke osebne izkušnje s tem, ker vedo, da babica govori mogoče malo drugače kot jaz, nismo jih spraševali po spreminjanju jezikovnega sistema kot takega, tako da najbrž je prvo tisto, na kar so pomislili, so besede, ampak tudi to je v redu. Tako da ta odgovor nas je, oziroma reakcija na to trditev nas je razveselila. Potem smo jim postavljali trditve o razširjenosti, pozicioniranju in položaju nekaterih jezikov. In tu smo bili mogoče malo nesramni. Recimo smo jim postavljali trditev, na Kitajskem govorijo kitajsko, v Indiji hindi in v ZDA angleško. In s tem se je strinjalo več kot polovica dijakov, kar pomeni, da jezikovna raznolikost teh treh držav jim ni poznana. Potem smo jim postavili naslednjo trditev. Razen angleščine se najbolj pogosto na svetu govorijo španščina, francoščina in nemščina. In smo bile seveda neprijetno presenečene, da se jih je kar 73% s tem strinjalo, kar pomeni, da imajo neko perspektivo iz Evrope. Zdaj, kar direktno reči, da je to evropocentrizem, je malo najbrž pretirano, ampak definitivno je to neka evropska perspektiva, če ti misliš, da so na svetu najpogostejši po številu govorcev evropski jeziki. Potem smo jim postavili splošno trditev, vsi jeziki so enako pomembni in ja, zdaj tisti dijaki, ki so najbrž razmišljali, da so nekateri jeziki zapostavljeni, da niso v dobrem položaju, se s tem niso strinjali, ampak tega točno tukaj ne moremo vedeti iz teh 76%. Potem smo jih vprašali, kaj menijo o pravopisnih pravilih in njihovem prilagajanju, kadar gre za tuja zemljepisna imena. In smo bili malo provokativni z trditvijo, všeč mi je, če napišemo New York in Chicago, ker tako tudi izgovorimo. In absolutno se s tem ne strinjajo, čeprav 12% niti ni tako malo tistih, ki se strinjajo. No, potem pa smo jim postavili še trditev o pozicioniranju knjižnega jezika v šoli, namreč, da učitelji slovenščine morajo kritizirati, kako govorimo v šoli, in s tem se jih je strinjala malo manj kot polovica. Se pravi, da sprejemajo seveda to, da je ena od nalog šole, da te nauči knjižni jezik in da te kritizira, če ti pač odstopaš od knjižne norme ali pa govoriš v knjižni normi, ampak nisi jezikovno dovolj bogat ali pa si neustrezen. To se nam je zdelo nekako, ja, sprejemljivo. Potem smo jim podali tudi nekaj trditev o usvajanju in učenju jezikov. To se pravi, ja, poglejmo, kaj menijo o tem. Pa trditev je bila, nekatere jezike se je težje naučiti kot druge. Absolutno, skoraj vsi so se s tem strinjali, njihove izkušnje so najbrž že takšne. Potem podobna trditev, zelo dolgo časa potrebuješ, da se nekega jezika naučiš res zelo dobro, in smo bile malo presenečeni, da se jih je tako veliko s tem strinjalo. To se pravi, da so zelo seveda poznajo jezikovni evropski okvir zagotovo, in da merila so postavljena zelo visoko. To se pravi, ti se moraš nekega jezika dobro naučiti in to pomeni dolgo časa, tako da to se nam je zdelo zanimivo, kako so na to reagirali. Potem smo spet bili malo provokativni z izjavo, ko moji starši govorijo angleško, se takoj sliši, da niso Angleži, in s tem se je strinjalo skoraj 90% dijakov, torej boleč podatek za starše, ampak tako je. Razlogov, ja, ne rabim niti razpravljati, ker vsi vemo, zakaj je tako, če pomislimo na zgodovino poučevanja tujih jezikov v prejšnjih desetletjih. No, potem pa smo tudi še jih malo provocirali z Google Translateom, zakaj bi se učili več jezikov. Google Translate lahko vse prevede dovolj dobro in se s tem strinjalo samo 9%. Zdaj, te procente, ki vam jaz tukaj kažem, so neverjetno primerljivi na Slovaškem. To je bilo tisto, kar recimo, mi smo seveda s kolegico vse podatke primerjali med seboj in generalno lahko vam povem za celotno anketo, to je neverjetno, kako podobno
odstotki, mislim, nekje seveda so bila odstopanja, predvsem kar se tiče položaja knjižnega jezika in narečij, regionalnosti, to bom še kaj povedala, sicer pa so odgovori, kot da bi to bila enotna skupina, torej slovaških 370 dijakov pa naših 740. Potem smo jih spraševali tudi o pozicioniranju narečij in sicer smo jim postavili trditev, knjižna slovenščina je lepša od mojega narečja in s tem se je strinjalo 35% dijakov. No, to je ravno ta točka, kjer so se slovaški dijaki veliko bolj s tem strinjali. Torej, vsi vemo, da v Sloveniji odrasteš, tako je vsaj v veliki večini družin, odrasteš z nekim narečjem, ali pa regionalnim jezikom, torej ne odraščamo s knjižnim jezikom, na Slovaškem je to malo drugače. Seveda narečja tudi obstajajo, ampak je več družin, ki govori knjižno z otroci in pa knjižni jezik ima nekako več prestiža. Če to povzamem na kratko skupaj, lahko rečem, kaj vedo dijakinje in dijaki, vedo, da obstajajo razlike med jeziki ljudi in živali, vedo, da imajo različne vrste živali različne jezike in da je spreminjanje jezikov nek naraven proces in nekako demokratično, lepo, vsi jeziki so enako pomembni. Česar pa ne vedo, kako in zakaj so nastali naravni človeški jeziki, ne vedo, da so sistemi komuniciranja lahko zelo različni in ne poznajo jezikovne raznolikosti nekaterih največjih držav, Kitajska, Indija, ZDA kot primer, kot tudi ne poznajo razširjenosti nekaterih največjih jezikov na svetu. To razumejo predvsem z perspektive evropskih jezikov. In kaj menijo o določenih temah? Pravopisno prilagajanje tujih zemljepisnih imen pravilom lastnega jezika ni primerno in pa kritiziranje učiteljev zaradi knjižnega jezika pravzaprav niti ni nekaj groznega, nekaj polovično se s tem strinjajo. Potem smo jim ponudili izjave, ki so pa tipične za evropocentristično vrednotenje jezikov. Se pravi, jeziki, ki so iz Evrope, so super, vse ostali niso nič. In smo jim dali izjavo, primitivna ljudstva imajo primitivne jezike, s tem se jih je strinjalo skoraj polovica, kar je seveda veliko. Glede na to, da je to nekaj, kar je v jezikoslovju, absolutno vemo, da ne obstaja, da to ne drži. Se pravi, tudi če obstajajo družbe kamene dobe, te družbe nimajo primitivnih jezikov, imajo enako zapletene jezike. Ampak to pomeni, da seveda naši srednješolci ne vedo točno, kako različni so in kompleksni so jezikovni sistemi. Zdaj lahko bi razpravljali, če je to tema, ki je primerna za srednjo šolo ali ni. Definitivno niti ni tako težko jo pojasniti, ker recimo, ko imam jaz svoje študente v prvem letniku pri uvodu v študij jezika, jim to s par primeri pojasnim zelo hitro in zelo hitro razumejo. Ampak dobro, pustimo. Potem smo jim dali izjavo, če kakšen jezik nima pisne tradicije, ni pravi jezik, ampak je kar nekaj. In hvala Bogu se jih je s tem strinjalo samo 12%. Se pravi, to pa jim je jasno, da ni potrebno, da imaš ti pisno tradicijo, da si jezik. Mislim, da je veliko jezikov, ki je nima in da so čisto ok. Potem smo jim dali nekaj izjav z področja psiholingvistike. Recimo, otroci se jezikov naučijo samo tako, da ponavljajo, kar povedo odrasli. In seveda tega znanja v šoli ne pridobijo, če ga kje drugje ne vemo, ker s tem se je strinjalo kar precej, 35 je kar visoko število glede procenti, visoki procenti glede na to, da je to nekaj, kar seveda absolutno ne drži. Ampak, ja, naslednja izjava je pa taka tipična, kar se tiče zgodnje večjezičnosti. Če otrok odrašča z več kot enim jezikom, se nobenega od njiju ne more dobro naučiti. In s tem se je strinjalo samo 6%. Tudi na Slovaškem, mislim, da 8, ali tu, ne vem, neka tudi zelo nizka številka, pa še te sta seveda obe previsoki. Ampak vsekakor pa je to zelo pozitivno. Današnji gimnazijci vedo, da je zgodnja večjezičnost nekaj, kar funkcionira zelo dobro in da to ni nek manko. Ja, da to ni nekaj slabega. In tu smo lahko veseli, ko to vidimo, ne? Da verjamejo v zgodno večjezičnost. Potem smo jim dali 3 izjave, ki zadevajo jezikovno spreminjanje in smo bili presenečeni nad rezultati. Slabo je, če se pomeni besed spreminjajo, kar 61% se jih s tem strinja.
Ampak tu smo bili potem malo skeptični do lastne ankete, pa smo rekli, vprašanje, kaj so si oni pod to zdaj predstavljali. Tako da, dobro. Ni čisto vsaka izjava, seveda v vsaki anketi taka, da bi jo vzel zdravo zagotovo. Ampak ta naslednja pa nas je negativno presenetila. Mladi danes ne znamo govoriti več tako lepo kot starejši. To skoraj polovica se jih je s tem strinjala. Mislim, kaj je to za ena samokritičnost? Zakaj oni ne bi govorili lepo, jaz ne vem. To so jim morali v glavo zabiti neki starejši očitno, generacija boomerjev, a kaj jaz vem, ki jim je povedala, da mladi več ne znajo govoriti lepo. No, potem pa še hujše, naslednja izjava, jeziki propadajo zaradi novih medijev kot Facebook, Instagram, Twitter in s tem se jih je strinjalo več kot 50%, in to nas je tudi zelo presenetilo. Pomeni, da slovenska šola premalo odigra tisto vlogo, da je čisto v redu, kako se piše na Twitterju, kako se piše na Facebooku, kako pišeš v Messengerju, ker tam pišeš tako, brez pravopisa, z kraticami in tako dalje, z angleškimi besedami, ne vem kaj vse. To je čisto okej, to je samo ena oblika jezika. Kako pa ti pišeš pri eseju pri slovenščini, ali pa kako pa ti govoriš s svojo mamo doma, ali pa kako govoriš, ko imaš svoj nastop pri slovenščini, angleščini, kateremkoli jeziku, je pa ena druga zgodba. In ta notranja večjezičnost je čisto v redu, je nekaj pozitivnega, ampak očitno slovenski dijaki mislijo, da ni. Vsaj polovica v tej naši anketi jih misli, da ni. No, tem smo jim ponudili dve tipični izjavi, ki sta taka stereotipa, kar zadeva jezike in spol. Prva, ženske govorijo več kot moški. Raziskave kažejo, da to sploh ne drži. To se pravi, dokazano je, ena vrsta raziskav je pokazala, da to ne drži. Ampak je to nek stereotip, ki je seveda zelo zakoreninjen, očitno tudi med našimi srednješolci, če jih polovica misli, da to drži. Drug stereotip je pa ta, moški pogosteje preklinjajo kot ženske in tudi tu si jih je nekje polovica strinjala, ampak to pa je zanimivo, ta stereotip pa po kar nekaj raziskavah drži. In sicer ima tisto pravo fiziološko razlago, neurolingvistično razlago, kako predelujemo agresivnost v možganih, kako se odzovemo ženske, kako moški, in moški se odzovejo seveda slabše, zato so bolj agresivni in dejstvo je, preklinjanje je eden od znakov agresivnosti. Tako da v bistvu ta stereotip drži in nekje polovica dijakov se z njim strinja, tudi na Slovaškem. Potem smo jim podali nekaj izjav, ki se tičejo angleščine. Mimo tega seveda nismo mogli. Prva, danes znajo vsi govoriti angleško, se je s tem strinjalo sorazmerno malo dijakov. To smo bili veseli, pomeni, da opazujejo svet okoli sebe. Zdaj, če so pomislili na svoje babice ali pa detke, ne vemo, ali na kogarkoli so že, ampak dejstvo je, da to vseeno ugotavljajo. Potem smo jim dali malo provokativno izjavo, Američani so pokvarili lepo evropsko angleščino, in s tem se je strinjala skoraj tretjina, kar je kar malo dosti. In potem v bistvu jih nismo spraševali, ali njihove učiteljice angleščine govorijo angleško angleščino, ali govorijo ameriško angleščino, ali kanadsko, ali kaj zdaj katero, ali govorijo mešanico. Ampak očitno jih približno tretjina misli, da je vseeno angleška angleščina pozicionirana nekam višje, če misliš, da so jo Američani recimo pokvarili. In naslednja izjava, angleščina ima veliko manj slovnice kot nemščina, španščina, francoščina, italijanščina in s tem se je strinjalo malo več kot polovica dijakov. Zdaj, anglistke in anglisti med vami boste rekli, da seveda to ni res, vemo vsi, da ni res. Ampak, nam pa to veliko pove o tem, kakšno sliko dobijo naši dijaki o teh jezikih v šoli, oziroma kje so poudarki. Zdaj, če imaš ti učiteljico španščine, ki velik poudarek daje na slovnico, na morfologijo, pri nemščini je to sploh lahko nekaj, s čimer ti uničijo življenje, nemška morfologija, in če učitelj nemščine tvoj to dela, potem ti res, pri angleščini pa vse nekako bolj super, potem ti res dobiš oziroma razviješ stališče, oziroma ugotavljaš, da je nemščina ima več slovnice kot angleščina, recimo.
No in potem pa smo jim dali še eno provokativno izjavo, angleščina je tako popularna samo zaradi pop glasbe in Hollywooda. In tu s tem se je strinjalo, ja, kar nekaj jih, ampak pač zanimivo potem kasneje, ko smo jih vprašali po najlepšem jeziku, se boste videli, kateri jezik se ti zdi najlepši, je nekdo prav pop glasbo in Hollywood povezal z angleščino, boste videli potem kasneje. No, potem pa smo jih še spraševali, oziroma podali smo jim izjave o doživljanju jezikov s čustvi. In najprej je bila ena taka splošna, ampak konkretizirana z italijanščino. Nekateri jeziki se govorijo bolj hitro kot drugi, recimo italijanščina je bolj hitra od slovenščine in s tem se jih je strinjalo precej. Tudi slovaških, tam smo jim dali bolj hitra od slovaščine, ne? Naslednja je bila tudi taka zelo splošna izjava, nekateri jeziki so lepši od drugih, ja, vsakemu človeku se zdi neki jezik lepši od drugih, tu bi skoraj lahko pričakovali več, recimo, pozitivnih odgovorov. Potem pa smo šli konkretno na posamezne jezike in seveda najprej smo se lotili francoščine. Francoščina je jezik ljubezni in romantike in s tem se je strinjalo 2/3 je to, ne, približno, torej 76% dijakov, ne. In s tem smo odprli to področje, ki je v bistvu, kjer ni nekih dokončnih odgovorov v jezikoslovju, namreč določena skupina jezikoslovcev pravi, da ljudje zbiramo jezik po lepoti na osnovi njegove zvočnosti. Ja? To se pravi, francoščina zveni tako lepo in zaradi fonologije tega jezika je to jezik, ki je lep, ker ljubezen je tudi nekaj lepega in romantika je nekaj lepega. Ok, boste videli potem kasneje, kako pogosto so zbrali francoščino kot lep jezik. Druga skupina jezikoslovcev pravi, da to vse skupaj en larifari, da ne obstajajo lepi pa manj lepi jeziki zaradi zvočnosti, ampak da vedno od zadaj je neko kulturno okolje oziroma nekaj, kar ti veš, kar je izven jezika. Dežela, pokrajina, ljudje, mentaliteta, ja, kultura in tako dalje. No in definitivno za Francoze, za Francijo velja stereotip romantike in ljubezni in to povežemo seveda z jezikom. No, gremo naprej. Naslednji jezik, nemščina. Za nemščino velja grdi predsodek, da je trd in grd jezik in tega smo napisali in s tem se je strinjalo skoraj 42% dijakov. Potem smo za ruščino napisali stereotip, da je to zelo mehki jezik. Ja? To gre nazaj na 19. stoletje, panslavizem in to je mehka ruska duša in mehki jezik, ampak kot vidite, ja, 37 niti ni malo, ampak vseeno pa ni grozno dosti, ne. Potem smo italijanščino navedli, Italijani govorijo, kot da bi peli, veliko polovica dijakov se je s tem strinjalo. Potem smo navedli hrvaščino in smo bili spet grdo provokativni in smo napisali, hrvaščina je nekako zadirčen in siten jezik, ja. Ne vem, zakaj bi zvočno bila hrvaščina zadirčna in sitna, se pravi spet mislimo na nekaj, kar je izven jezika in kar 39% se je s tem strinjalo. Potem smo se lotili madžarščine in smo imeli problem, kako zapisati to, kar jih želimo vprašati, torej, no, kar želimo postaviti kot trditev in smo potem tako naredili. V madžarščini kar naprej slišiš glas, zapisali smo mislili smo zdaj, kaj so dijaki s tem mislili, ne vem, ampak definitivno nekje 62% se jih je s tem strinjalo. In potem še zadnji jezik, to pa je en stereotip, ki ga nekako ni mogoče zelo poznan v slovenskem prostoru, ampak drugje po Evropi pa, in to je tale, ki zadeva španščino. Španščina se sliši tako, kot da bi streljali z brzo strelko. In s tem se je strinjalo malo dijakov, ne, 17. Ja, to je zanimivo, recimo slovaški dijaki so absolutno v dosti manjšem procentu odreagirali na hrvaški stereotip, se pravi, zdaj nimam v glavi točno na pamet, torej pravi, hrvaščina se njim ne zdi zadirčni in sitni jezik, sicer pa so seveda spet absolutno primerljivi odgovori tudi med slovaškimi dijaki. No, gremo nazaj, torej če ostanem pri teh jezikih posameznih, tu bi vam vseeno rada pokazala povezano s sociodemografskimi parametri. Tega vam do zdaj nikjer nisem pokazala, ker bi preprosto bilo preveč, ker pol bi govorila do 9 zvečer, ne? Ampak tukaj pa vseeno bom.
Torej, da so nekateri jeziki bolj hitri, se govorijo bolj hitro kot drugi, recimo italijanščina, slovenščina, s tem so se pogosteje strinjali dijaki, od dijakinje, ja, se pravi fanti. Potem dijaki so se pogosteje strinjali s tem, da je francoščina jezik romantike in ljubezni, in pogosteje so se s tem strinjali dijaki in dijakinje iz vzhodne kohezijske regije, ker smo razdelili šole tudi tako. To so vse podatki, ki so statistično relevantni, ne? To smo računali, da ne vam zdaj pokažem nekaj, kar je mogoče z zraka potegnjeno. Ni bilo razlik glede nemščine, niti glede na spol, niti glede na zahodno-vzhodno kohezijsko regijo. Da je ruščina zelo mehek jezik, so se pogosteje strinjali tisti iz zahodne kohezijske regije, da Italijani pojejo, ko govorijo, ni razlik, in da je hrvaščina sitna, so se pogosteje strinjali fanti kot punce. Zdaj, fanti se tu že 3-krat pojavljajo, mogoče je preprosto to, da so pogosteje odreagirali, ne, kot punce, da so manj previdni v odgovorih, ne. No, in glede madžarščine so se s tem strinjali spet fanti bolj in pa vsi iz vzhodne kohezijske regije. In španščina, s tem pa so se zanimivo, statistično relevantno, pogosteje strinjale dijakinje. Ja, ok, mogoče imajo več izkušenj. Za španščino več gledajo španske nadaljevanke ali kaj take. No, potem smo jih seveda vprašali, kateri jezik se ti zdi najlepši, in okoli 93% jih je navedlo samo en jezik, čeprav je bilo možno jih več označiti, ne. Se pravi, res 93% je izbralo en jezik in konec, ne. No, tukaj vidite tabelo. Vam dam mogoče malo minutko, če boste to si pogledali, te številke, pa se razmislili, če ste presenečeni ali ne. Ja, jaz bom kar povedala za sebe. Torej, seveda, ko smo to s kolegico delali, smo si pogledali tudi druge raziskave po svetu, po Evropi, kar je v knjigi vse lepo napisano, in dejstvo je bilo, da smo pričakovali, da so romanski jeziki super zvezde. Ja, to sva pričakovali, tako kažejo tudi podobne ankete, raziskave, tudi z odraslimi, ne samo z najstniki iz drugih držav. Kar je pa mene res presenetilo, me je presenetilo, da je španščina na drugem mestu, ker mogoče zaradi tega, ker zame je francoščina najlepši jezik in jaz sem pričakovala francoščino nekje definitivno višje od španščine. Tako so slovaški dijaki se odločili, oni so pozicionirali francoščino na drugo mesto, španščino na tretje. Ampak kraljica je seveda materni jezik, torej materni jezik kraljuje na prvem mestu v obeh državah. Potem se pojavlja angleščina, potem se pojavlja italijanščina, poglejte, kako so identično skoraj da, razen zamenjano na 2 mestih odgovarjali, in potem spet zamenjano se pojavljata nemščina, japonščina, anime, japonščina, nemščina, potem se pojavlja ruščina, no, potem se pa pojavlja v 1% hrvaščina, potem portugalščina, na slovaškem pa potem noben, pa ne vem. Zdaj, seveda je potem še cel kup drugih jezikov se pojavljalo, ampak tisti se pojavljajo tako, da je jezik enkrat, dvakrat omenjen, tu smo zdaj res samo tiste navajam, ki so res najpogostejši, več je v knjigi napisano. Tako da to je lestvica, potem smo jih pa seveda vprašali, zakaj se ti ta jezik zdi, zakaj se ti zdi najlepši, in odgovorom je bilo veliko, 740 za Slovenijo, pa 365 za Slovaško. Te odgovore smo potem vsebinsko kodirali v obeh primerih, smo naredili kvalitativno analizo, da smo izluščili tisto, kar res predstavlja oziroma kar je najpogosteje. Na prvem mestu so, zdaj govorim samo o slovenskih odgovorih, slovenskih dijakih, je to prijeten zven jezika. Jezik zveni lepo, prijetno, tekoč, živahen, izgovorjava je lepa, elegantna, melodična, poetična, mehka, nežna, samoglasni, ki se pogosto pojavljajo. To je vzeto vse iz odgovorov ven in vam pokažem še primer odgovora, ker najlepše zveni, prijetno je za ušesa, zveni tekoče in živahno in res lepo tekoč jezik, samoglasni, ki se pojavljajo skoraj za vsakim soglasnikom. Ja, to mi je bilo všeč, kako je nekdo prav opazoval. No, in
Se pravi, najpogosteje je prijeten zven jezika, tisti, ki odloča, in na drugem mestu pa prvi jezik, se pravi, moj materni jezik. Dejstvo, da gre za prvi jezik, ga naredi najlepšega, razen tega ga dobro obvladamo, domači je jezik naših prednikov, ki ima tudi svoje posebnosti, za ilustracijo izjave, je moj materni jezik in ga drugače dojemam. To mi je bilo zelo všeč, se pravi, v bistvu je tale dijakinja ali pa dijak sama reflektirala ali pa reflektira o tem, kaj zame pravzaprav zdaj pomeni materni jezik, v bistvu ga drugače gledam na njega, sploh ga ne morem primerjati z drugimi jeziki. Ja? To je neka posebna kategorija. Ali pa recimo nekdo je prav lepo napisal za slovenščino, je najlepši jezik, v njem se najlažje izražam, poznam največ besed, s katerimi lahko opišem, kar čutim, to ne morem tako dobro v drugih jezikih. Tretja utemeljitev, občudovanje jezikovnega sistema, jezikovne strukture, besedišče zanimivi, bogato besedišče, pisava je atraktivna, recimo odgovor zaradi izgovorjave, stavčne zgradbe, ampak najbolj mi je všeč pisava. Ali pa recimo zaradi dobro strukturirane slovnice, ki je tako tehnična, zaradi določenih principov besedotvorja, podobne frazeologije kot v slovenščini. To se pravi prave male jezikovno primerjalne študije. In pa četrta skupina odgovorov pa še je bila, da izbor določajo izven jezikovni razlogi, kulture, dežele, zgodovine, položaj jezika danes v svetu. No in to je tale, ker sem prej vas opomnila v zvezi z angleščino, najbrž zaradi filmov in songov, ki delajo pomen posameznih besed v angleščini lepši. Ja? Tudi se mi zdi lepo, kako je nekdo tukaj prav razmišljal, aha, ja, v bistvu mi je nekaj lepo, zato ker se to pojavlja v filmih in songih, ki so mi fajn. Ja? Tako lepo povezano. Nima veliko maternih govorcev, neki socialni čut za neki jezik, ki nima dosti maternih govorcev, tudi lepo. Ali pa čisto konkretno zaradi hokeja. Ja? Se pravi, jaz imam rad hokej in tam govorijo recimo švedsko, češko, karkoli že. Aha. To je zdaj nekje prva polovica mojega predavanja in zdaj bi jaz prosila Karmen, ker jaz sem tako neumno tu izbrano prezentacijo, da ne vidim na uro. Ali imam še časa dovolj? Ja, še imaš 15 minut. 15 minut, pa bom pa zelo. Smo rekli 45 do 60, tako da še imaš 16 minut. Ok, dobro, to ne vem, kako bo šlo. Dobro, torej, kot drugo orodje, s katerim smo ugotavljali stališča do jezikov, torej drugo orodje, ki smo ga uporabili, so tako imenovane jezikovne karte. In sicer švicarski jezikoslovec Hofer si je to orodje izmislil, ko je želel vedeti, kakšen je jezikovni svet njegovih študentov v Baslu. In je dal jim navodilo, nariši karto tvoje jezikovne pokrajine. Jaz sem to malo spremenila v tole navodilo, nariši svojo jezikovno karto. Ja? In tu vidite dva primera takih jezikovnih kart. Na prvem primeru je očitno Slovenija narisana, ampak na njej je izpostavljen Triglavski narodni park, Ribčev las, Gorenjska narečna skupina. Drugi primer pa ni nobene geografije, ampak je grb Slovenije, in gore. Prva gora, tu je italijanščina, latinščina, tu sem jaz očitno že zlezel gor, tu je en človeček. Druga gora, najvišja je angleščina, zdaj najbrž znam najboljše angleško, boljše kot italijansko, na goro nemščina še nisem zlezel. Spodaj pa v morju plavata španščina in slovenščina. No, mi smo na teh gimnazijah rekli, da naj učenci narišejo jezikovne karte. Učiteljice so dobile striktna navodila, dajte jim list papirja, nariši jezikovno karto, na njej nariši meje, ki jih pogosto prečkaš, in to je bilo to. In potem smo čakali, kaj bo prišlo. No, in to, kar smo dobili, je izjemno zanimiv material, ki ga v grobem lahko razdelimo na geografske karte in kognitivne karte. To je tipični primer geografske karte. Kaj vidimo tu? Podravska pomurska regija, nekatera mesta, Prekmurje, Štajerska, to je moja geografsko okolje, moj jezikovni svet. Druga je pa seveda kognitivna karta in spet imamo eno goro, se pravi jezikovni izziv, sicer je atmosfera je super, sonce sije in tu piše, to sem jaz in ta jaz leze na eno goro, je že šel mimo slovenščine, najbrž jo obvlada, zdaj je on tukaj, kjer je angleščina, španščina,
ampak tukaj zgoraj, kjer sta večni led in sneg, zelo visoko je latinščina. Zdaj, mogoče bo prelezel še na drugo stran ali pa bo šel še sem, tu je morje vseh nekih drugih jezikov. Torej ni geografije, torej ni geografskih entitet. Ok, mogoče na kratko ta številka, tu vidite seznam šol, kjer so dijaki risali svoje jezikovne karte in tukaj vidite osnovna razdelitev, 919 jih je bilo geografskih in 52 kognitivnih. Jaz bom zdaj samo o geografskih govorila in sicer, vam pokažem tu še dve kognitivni, tale tortni prikaz je super, polovico časa uporabljam slovenščino, 1/4 angleščino, v drugi četrtini, tukaj noter pa so še ti jeziki, lep pozdrav. No, in ta je pa zelo kompleksna karta, ta bi bila posebna interpretacija, ta tukaj strašno se poti spodaj neko živo bitje in nosi to grozno težo gor, na vrhu je duh latinščine, tu je slovenščina ogrožena od južnoslovanskih jezikov in tak dalje in tak dalje. Spravi, to je tak primer kognitivne karte, ampak jaz bom šla samo na geografske. Ja, od teh 919 smo jih morali 20 odšteti, ker je bila geografija za nič, pa se niso dalo jih uporabiti, ampak to je vseeno velik vzorec. In smo jih razdelili v tipe. Kateri tipi se pojavljajo? Torej, samo v 2,7% se pojavlja tip narišem cel svet. Bom šla hitro naprej, ker nimam časa. Potem v 2,8% se pojavlja tip narišem Evropo. Na njej recimo označim slovanske jezike. Potem se v 4,4% pojavlja mikrokozmos. To je moj mikrosvet, v katerem sem. Ta karta je recimo fenomenalna, bi bila prav lahko tema posebne raziskave. Recimo, če vam samo tukaj opozorim na to, tu je dom, meja domačega jezika, tistega, ki ga uporabljam z družino, osnovna šola, gimnazija, meja knjižnega jezika, dom za ostarele, meja starega slovenskega jezika. Tako, teh je bilo 4% teh mikrokart. Zdaj smo pri zelo nizkih procentih, katerih je bilo dosti, boste pa zdaj videli, Slovenija z regijo, 14%, se pravi, narišem celo državo, ampak mojo regijo označim, ja, tam, kjer jaz živim. In tudi napišem, recimo tukaj živim, ali pa ne napišem, ampak mojo regijo označim. Zelo pogosto tudi tip Slovenija z več regijami. In tu je treba povedati, da pri tem tipu absolutno niso risali novih regij, kot jih zdaj upravna delitev predvideva Pomurje, Podravje, ampak so risali absolutno tradicionalne stare regije. Dolenjska, Notranjska, Gorenjska, Koroška, Štajerska, Prekmurje. Mogoče, ker so izhajali iz delitev na narečja, čeprav to ni čisto tako, ker panonska narečna skupina se ne pokriva za Štajersko, tako da, ampak tradicionalne regije. No, ali pa so risali celo Slovenijo, tu je nalač pač taka karta, kjer ni kaj dosti gor na njej. Jaz sem potem še ugotavljala, kdaj so sosednji jeziki narisani, kdaj so mesta in tako dalje, ampak tega zdaj vam ne morem vsega pokazati. Zdaj pride zmagovalec, kateri tip karte je najpogostejši, regija. Dva primera, na desni Primorska, na levi Prlekija, Prekmurje. To je najbolj pogosti tip karte, skoraj tretjina dijakov je narisala svojo regijo, svoj svet, v katerem, to regija je tradicionalna regija, kot sem rekla, in določajo seveda pogosto neko narečje. Ne neko, slovensko narečje, eno od slovenskih narečij. Pa, če pogledate še statistike po gimnazijah, ker smo imeli dovolj velike vzorce, smo lahko tudi tukaj statistične izračune naredili, bi vas opozorila na to, ta drugi stolpec regija, Ljutomer, Ptuj, Nova Gorica. Tukaj prednjači absolutno moj jezikovni svet je moja regija, ali je to cela Primorska, ali je samo severna Primorska, ali je to Prekmurje, ali je Prekmurje s Prlekijo, ali je cela Štajerska, ali je to Prlekija samo, ali so Slovenske Gorice, odvisno. In recimo Škofijska gimnazija v Ljubljani, ali celotna Slovenija, ali Slovenija z regijo, Slovengradec, Slovenija z regijo, ampak tudi drugi potem, ja, regionalno se kaže pri drugi najpogostejšem tipu in tako dalje. To se pravi, to je na kratko predstavitev teh razdelitev in v anketi smo, ravno če že govorimo o tej regionalnosti, torej identificiram se z mojo regijo, smo tudi v anketi jim dali tole izjavo, nekoga imam rada, to mu ali pa ji najlažje povem v mojem narečju ali mojem slengu in ne v knjižnem jeziku. Se pravi, kako blizu mi je neka neknjižna zvrst.
in število odgovorov, da to drži ali popolnoma drži, med slovenskimi dijaki 87%, med slovaškimi 63%. Precej manj, 24% manj, to je tudi ena izmed tistih točk, ko še kaže, koliko se slovenski dijaki bolj identificirajo z neknjižnimi zvrstmi, v prvem vrsti z narečjem. Splošna povzetka obeh raziskav. Dijakinje, dijaki v obeh državah kažejo deficit v jezikoslovnem znanju, sociolingvističnem, psiholingvističnem, splošno jezikoslovnem znanju, so tradicionalni, ja, ne samo kar se tiče tradicionalnih regij, tudi kar se tiče stereotipov in tako dalje, gledan na jezik in tako dalje, in negujejo identične negativne stereotipe in predsodke. Ne čisto vse, saj ste videli, da je zelo pisana slika, ampak kar precej. Zdaj bi še pa na kratko, minuto, dve, upam, da še imam, Karmen? Ja. Imam? Ok, dobro. Kakšna priporočila izvajamo s kolegico za nosilce odločitev, učitelje in odločitev v šolstvu, učitelje in druge? Najprej, kot točka 1, prestižni položaj slovenščine, ki je seveda tako zapisan v učnih načrtih, jezikovnem svetu dijakinj in dijakov, ni opaziti negativnih trendov, identificirajo se slovenščino, estetsko jo preferirajo in ta jezik dominira v njihovem jezikovnem svetu. Kar bi bilo najino priporočilo je, da bi bilo dobro izboljšati podobo posameznih zvrsti tega jezika, ker je jasno, da se z zvrstmi tudi precej identificirajo. Na to se navezuje regionalnost kot jezikovna priložnost. Notranja večjezičnost bi morala biti cilj pouka jezikov, pozicioniranje zvrsti brez hierarhij in izhajajoč iz funkcij zvrsti. Tretja stvar, zasidranost tradicionalnih regij. Sistematično, moje najno priporočilo bi bilo sistematično spodbujanje identifikacije s tradicionalno regijo, ker to pomeni neke določene kulturne elemente in vrednote, neka pričakovanja v svetu in tako dalje. Jaz sem to primerjala tudi z raziskavo Mladina 2020 in so stvari kar primerljive in povezljive. Bi se morala v tej priliki zahvaliti kolegu Miranu Lavriču, oddelka za sociologijo naše fakultete. Podobe sosedov. O tem vam nisem kaj preveč povedala, ampak dejstvo je, da sosednje države jeziki niso močno prisotni v jezikovnem svetu dijakinj in dijakov. Žal je tako. In tukaj bi bila dobra ciljno orientirana jezikovna šolska politika na osnovi geografskih in kulturnih kontinuumov. Se pravi, to, kar je kulturno na eni strani meje, je na drugi strani isto in te stvari je treba poudariti in povezati, zato da bomo se počutili bolj povezane. Potem smo uvedli poskus uvedbe novega terminološkega izraza in sicer skrita večjezičnost. Kaj bi to pomenilo v najinem primeru? To bi pomenilo, da obstajajo jeziki, za katere glede na šolsko jezikovno politiko ne pričakujemo, da igrajo neko vlogo v svetu dijakov. To sta seveda hrvaščina v Sloveniji in češčina na Slovaškem. In to je posledica medijskega konzuma in pa posledica kulturnih gospodarskih stikov, v primeru hrvaščine seveda preživljanja poletja na morju na Hrvaškem. To bi se dalo pozitivno izkoristiti bolj pri pouku. Tako to je en predlog. No in potem jih je še nekaj, posamezni jeziki so stereotipne slike, vladajo isti stereotipi. Menimo, da bi bilo dobro kompleksno izgrajevati večjezične kompetence s vključevanjem različnih jezikovnih sistemov in prihajamo do istega ugotovitve kot veliko drugih raziskav, da večjezičnost ni angleška, tujejezična enojezičnost, tudi stališča jezikovnega sistema. Škodljivost predsodkov, celo znake evropocentrizma smo našli in informiranje in priporočljivo medpredmetno povezovanje in sodobnejši pogled na jezikovno spreminjanje in pa seveda več vključevanja nekaterih sociolingvističnih vsebin. Ko smo gledali učni načrt, so seveda tam definirane sociolingvistične vsebine, ampak veliko, zelo malo pravzaprav. Menimo, da je osnovno znanje o jezikih del holističnega poznavanja človeka in da splošno jezikovno znanje bi ga bilo več, predlagali bi recimo kakšen katalog znanj in kompetenc, ki bi lahko vključevali v učne načrte. In pa še zadnje priporočilo, seveda so romanski jeziki super zvezdniki, občudujemo jih, dijaki jih občudujejo, ampak niso nujno izbor za tuj jezik,
kar pomeni, da tukaj bi bilo dobro odpreti prostor za tretji tuj jezik v obliki medjezikovnega povezovanja. Tisti, ki me sicer poznate kot raziskovalko, ste najbrž pričakovali, da nekje bom pa klil stlačila noter in ja, seveda je izjemna priložnost ravno pri teh jezikih, recimo, da se jih v obliki klila vključi v pouk. Tako, jaz se zahvaljujem vsem, upam, da nisem bila prehitra. V bistvu je tako, da je iz te najine monografije res možno veliko povedati in sem se morala malo omejevati, priznam. Hvala. Ja, najlepša hvala. Alja, bila si hitra, učinkovita, veliko si povedala, informativna in seveda zelo zanimiva. Zelo veliko informacij smo lahko videli, še več, če preberemo knjigo. Tako da, ja, bravo, no, nekaj ploskov je že. Zdaj pa kar vabim k debati, da ne bomo, pomembno je zdaj še posebej debata o tem, kaj si lahko, kako si lahko še kaj razlagamo, oziroma kam naj bi šli s poukom, ne samo jezikov, verjetno, tudi drugih predmetov, pa bi kar povabila k komentarjem, pohvalam, vprašanjem. Je že kdo kaj dvignil roko? Nisem še videla. Prosim. Lahko jaz, ne? Seveda, Monika. Mislim, zelo pozitivno me je presenetilo, da ni angleščina tista top 1, ne? Tu zdaj, če gledamo, relativno malo procentov. 9,9% je proti, in da je materinščina na prvem mestu, je pa tako čudovito, krasno. Ne? Tako da, ko imaš občutek, da pa vse posod prevladuje angleščina, ampak ni temu tako, ne? Kako moja mlajša hčerka vedno reče, to je basic, mama, veš, to je basic. Tako da, no, lepo, pozitivne smernice so. Dobro, ja, se strinjam. Ja, vsi smo že nekako, imamo sprane možgane v tej smeri, da vedno mislimo, da bo angleščina vse posod prisotna, v vsakem izboru, preferencah, občutenju, pa ne, ni res, ne? Ne, ni. Jaz mislim, da jo tudi današnji dijaki, tako kot si povedala za tvojo hčerko, da reče, da je basic, sprejemajo kot nekaj, kar jaz znam, kar obvladam, kar je veliki pomemben del mojega vsakdanjika, ampak ni nujno, da je to cel moj vsakdanjik, ne? Točno tako, ja. Dobro, hvala. Liljana, izvolite. Ja, jaz pa moram reči, da ko smo risali te jezikovne karte, sem bila šokirana, da so narisali samo svoje regije. Glede na to, da jim v šoli ponujamo 6-7 jezikov, glede na to, da imamo mednarodne izmenjave, glede na to, da imamo mednarodni debatni turnir vsako leto, pa niso videli dalje od svoje regije, ne? Ampak, da jim tega pripeljamo v šolo, očitno ni šola tisti odločilni dejavnik, ki tako konzervativno omejuje na regijo, ne? Ampak veste, jaz ne vidim nič konzervativnega v identifikaciji z regijo. Jaz sama sicer nisem šla svoje jezikovne karte narisati, zato ker na nek način mora to naloga, ki te preseneti, ne? Ne moreš zdaj narisati, tudi vi zdaj ne morete sami risati, ne? Ampak sem pa veliko ljudi, tudi odraslih v mojem okolju spraševala in kaj bi ti narisal, kaj bi ti narisala. In veliko, jaz prihajam iz Maribora, veliko mi jih je reklo v smislu Štajerska, ja, Štajerska. Kaj bi celo Slovenijo? Ne, bi Štajersko. Tako da jaz to zdaj, mene to ni presenetilo in se mi to zdi čisto v redu. Recimo raziskava Mladina 2020 je pokazala, da se je zelo dvignil odstotek mladih, ki so pripravljeni zaradi službe se preseliti v nek drug kraj. Ja, to se pravi, da razmišljam o mobilnosti, je postala veliko večja možnost kot pred 10 leti. Ta raziskava se na 10 let dela, mislim, da ne. In ja, tako da, po moje to, da se ti identificiraš svojo regijo, še ne pomeni, da se ne bi nekam preselil, ne. Jaz se recimo zelo identificiram z Mariborom in Štajersko, ampak nimam nič proti temu, da so drugi svetovi, da grem nekam tja, ne. No, sicer mogoče še samo ne pri nas, recimo, ko pri slovenščini ne zahtevaš, da govorijo knjižno, sploh Prekmurci rečejo, kaj slovensko moram, ne,
Se pravi, zdaj prekmurščina je tudi slovenščina, Ja. ampak ni za šolsko rabo, ne. Ampak Ja. že ta njihov, ne, pristop, ko reče, kaj slovensko moram, se pravi, oni prekmurščino doživljajo kot en drugi jezik, ne. Ja, Kako so absolutno. koreninjeni v svojem narečju. Ja. Tudi moji študenti, tiste študente, ki imam s Prekmurja, včasih recimo vem, da reče kdo, no ja, ko sem prišel v Maribor študirati, sem razmišljal, ali bom zdaj se naučil mariborščine, ali se bom učil slovenščine. Ne? Mislim, to se pravi, ali bom knjižno, ali bom, ker tu tudi vem, da tu govorite močno v narečju, tako da, ja, definitivno. Je pa zanimivo, da so recimo jezikovne karte, pardon, opremljali za celo vrsto kulturnih elementov, nekih komentarjev, tako da to je v bistvu, bi se dalo res veliko, veliko povedati o tem. Jaz sem se samo to razdelitev na tipe pač pokazala, no. Hvala. Hvala vam. Hvala, Mihaela. Brumen je zapisala zelo zanimiva raziskava, čestitke, no, bom jaz zdaj malo Hvala. gledala. Če boste še kaj zapisali v chat. Ja, Jelka, mogoče želiš? Ja. Ja, glede na to, kar je zdaj rekla, iz Ljutomera sem v bistvu presenečena, res tam zelo veliko bolj govorijo dialekt. Jaz učim nemščino, jaz ugotavljam, da pri nas dialekta ni več med otroci. In to je meni zelo žal. Ker to je bilo glih tudi pri učenju nemščine grozno v pomoč. In jih pol v bistvu na primere, ko sploh ne vejo, kak vpliv ima nemščina vseeno na jezik, ki ga ne govorijo več koroško, kot je treba, ampak da vseeno ima. Ampak otroci se tega sploh ne zavedajo. Besed pa sploh ne poznajo, kar je meni žal. Plunemo čez mejo, če čisto preprosto rečem. In to, kar je rekla Alja za kurikule oziroma učne načrte, da bi bilo treba regionalno oziroma kakorkoli že gledati tudi, kaj je soseščina, kak je Slovenija je itak tako mala, da imamo vse skupaj smo na meji. Mislim, vsi smo na meji, bolj ali manj. Ampak da bi se moglo res na področjih, ne vem, tam Primorska, obvezno učiti italijansko. Prekmurje, dobro, pustimo zdaj stati, če se strinjate ali ne, madžarsko, to govorimo pri nas doma tudi, ampak nismo dal stran od madžarske. Na južnem, absolutno še hrvaško, da jaz ne govorim o severni meji, da je treba nemško govoriti, ampak dobro. To je pa že druga debata, politična, bolj se mi zdi, hvala. Ja, v bistvu smo bile presenečene, da niso v večjem odstotku označevali sosednjih jezikov ali pa sosednjih držav. Recimo, ampak tu je bilo ravno zanimivo, tale vzhodni del, to se pravi gimnazija Ljutomer in Ptuj, pa tudi Slovenj Gradec, ampak predvsem Ljutomer in Ptuj, tu so bili sosednji jeziki veliko pogosteje zapisani, kot pa pri dijakih iz osrednje Slovenije, ki so risali celo Slovenijo, pa brez sosedskih jezikov. Ti, ki so pa regionalno tako zaznamovani, so pa italijanščina niso mogli napisati, če so risali samo Prekmurje, logično, da ne. Ampak vsi trije sosednji jeziki so pa bili označeni, ne. Tako da tu je velik odstotek, tu so se veliko pogosteje pojavljali sosednji jeziki. Hvala. No, zdaj pa Pija, izvoli. Na zaključek predstavitve. Pija, slabo se te sliši, če lahko ponoviš, prosim. Navezala bi se na zaključek predstavitve, ko ste predlagali, da bi se kot tretji tuji jezik izvajal v obliki klila. Meni je to zelo intrigantno, zelo sem temu naklonjena, ampak me zanima, če poznate že za kakšne izkušnje, ne vem, morda v naših šolah, še bolj verjetno pa mogoče kje v tujini, če to že izvajajo in kako to izvajajo. Zdaj, konkretno, ali gre za tretji jezik, ali gre za drugi, ali prvi, ne vem. Pri nas klil ni možen zaradi zakonske ureditve zakona o javni rabi slovenščine. To tako vemo. Pri nas je možen samo soft klil v okviru pouka tujega jezika. Ali pa neke projektne ure, saj šole iščejo neke variante, ne. Prav tako, da bi pa generalno dovolili klil, to pa ni možno, ne. Tako da je tu itak smo zelo, zelo medtem ko druge države, jaz sem zdaj pri enem projektu zraven pri ECML, kjer se klil projektu, kjer so države z veliko klil tradicije v Evropi in kjer se ukvarjamo z vprašanji, kako prehode zagotoviti. Se pravi, ti imaš v osnovni šoli recimo 3 leta, ne vem, biologije v francoščini, kako boš zagotovil takemu dijaku prehod, ko pride v srednjo šolo, da ne bo znova štartal s francoščino z 0, ampak bo startal na ustreznem nivoju, ne. Se pravi, v drugih državah so tako daleč, da se že s temi prehodi ukvarjajo, mi pa seveda smo tu, mislim, da po podatkih tistih Key Data on Languages smo
primerljivi z Walesom, Škotsko, Grčijo, pa mogoče Norveško. To so še edini, ki nimajo klila. Pri čemer pri nas je vedno zapisano, da mi imamo klil, zato ker se potem dvojezične šole v Prekmurju navedejo. Ampak to so 4 osnovne šole, 1 srednja. To ni cela Slovenija. Torej, klila pri nas ni. Je pa to nedvomno, po moje, v prihodnosti se bo to moralo začeti odpirati. In tale strah, ki ga že, jaz se s klilom ukvarjamo od leta 2002 naprej, in ta strah, ki je vedno povedan strani slovenistov, strah za slovenščino, mislim, da je treba to spet odpreti, mogoče narediti konferenco, kar me na koncu projekta Jeziki štejejo, in povedati jasno, da klil ne pomeni nič, ni to grožnja slovenskemu jeziku, zato ker cilj pouka pa ni, da so učenci seznami besed, oziroma da iz učenca ven vzgojiš kišto, ki ima v glavi besede. Cilj pouka je razumevanje, ne pa učenje na pamet besed. Ko pa gledaš iz tega, da je cilj pouka učenje besed na pamet, pa učenje definicij, potem se res strašiš, ko govoriš o klilu. Če pa govoriš o razumevanju, vrednotenju, potem pa naenkrat klil več ni strah. Ampak, okej, druga tema. Ja, vsekakor. Predvsem, če bi že prišli malo več na medpredmetne povezave, a veš, da bi že to vključili, več tega imeli, bi po moje že tudi prestopili kakšen prak. Ja, to je pač. Definitivno. Strah nikamor ne pelje in strah ni nekaj, kar bi pomagal razvoju. Nikakor ne. Mogoče še kdo kaj želi dodati, vprašati? Jaz bi pa mogoče tule vprašala. Gledala sem, da so dijaki, mislim, da imam to številko, 99 dijakov je izbralo geografske karte, 52 pa kognitivne, je tako? 919. A tako, joj. Mislim, pač velika razlika, in veliko več je tisti, ki so izbrali geografske in manj kognitivne, imam prav? Absolutno. Zakaj misliš, da je večina vendarle izbrala geografske? Jaz mislim, da je poglavitni odgovor v izrazu jezikovna karta. Mi smo njim rekli, nariši je svojo jezikovno karto. In mogoče eni govorijo zemljevid, pa ne poznajo besede karta, ampak po moje avtomatično pomisliš na zemljevid. In tudi v Baslu, kjer je Hofer to 2004 prvič izvajal, ima sicer zelo majhen vzorec, 40 študentov ali koliko, ampak od tega jih je imel več kot 20 geografskih kart. Jaz mislim, da na to pomisliš, in tudi če pomisliš o svojem jezikovnem svetu, je najbrž prva predstava o nekem prostoru. In to je geografsko. Tako da meni se to zdi tudi tisto, kar sem preizkusila med odraslimi, tako neformalno, kar ni del te raziskave, so risali vsi geografske karte, avtomatično. So pa te kognitivne, teh 49 mesecev približno, so pa ekstremno zanimive. Ker tukaj noter opisujejo take stvari, take komentarje, mislim, te pa res, te so stvar ene dodatne nove raziskave. Ja, tudi meni, pokazala si menda 2 ali 3, ne vem, moje razmišljanje je mogoče tudi takšno, da so se mogoče tudi tisti odločili za kognitivne, ki, veš, o jeziku ali več razmišljajo, ali več vedo, ali za mene so kognitivne malo težje, ne vem, zdaj, malo bolj kompleksne, kot pa geografske, mogoče da bi tudi v to smer. Jaz sem jih analizirala kvalitativno za knjigo, in sicer je tu tako, da ali ponazarjajo učenje jezikov kot izziv, se pravi, o tem razmišljajo na kognitivni karti, se je videlo te gore, recimo pa to, ali pa raba jezika, to je bil tisti tortni prikaz, da razmišljajo, koliko katerega jezika ali pa zvrsti jaz uporabljam, ali pa še mogoče neki odnosi, recimo take bolj epizode, recimo tudi celo, ne vem, tu se peljem k babici, pa zato govorim tak ali nekaj takega, da poskušajo nekako opisovati. Ja, je pa to tudi zanimiva skupina, ja.
Ja. No, ampak zanimivo, moram pa še to povedati, da se pa na Slovaškem smo uspeli narediti samo 134 kart, ker je pol prišla korona. To ne moreš delati online, to moraš v razredu narediti, ne. No in učiteljice so dobile samo to navodilo, striktno, smo rekli, nobenih idej, nobenih receptov jim dajati nič. Tam je pa od teh 134 kart, jih je velika večina kognitivnih. A je mogoče, beseda je bila enaka karta, mislim, da ni beseda, je bolj Jazikova mapa. Torej, jazikova mapa je, to smo zelo dolgo razmišljali, da smo res izbrali nekaj, kar je, in je to čisto okej. Je primerljivo v vseh v Arabiji, vse za našo jezikovno karto. Ampak tam smo pa rekli, za zdaj pustimo takole, ko se bo korona končala, bomo poskušali na Slovaškem narediti jih več, ker vseeno je zdaj 134, naših je skoraj 1000, ne, pa da mogoče dobimo nek večji vzorec, pa da potem, ja. Da potem vidite, zdaj. to res, ja. No, še mogoče bi kdo kaj, da ne bom jaz kar spraševala, no, mislim pač, imam še par vprašanj. Jaz tudi delam veliko, no, na teh predsodkih, pač jih imenujem miti, ne, kot imajo, a veš, tisto, ki je že Mythbusters, ali nekaj takega je prav ena oddaja, a ne, na neki ameriški televiziji, no, in ja, se mi zdi, no, da teh predsodkov je še kar veliko med mlajšimi, ne, se vidi, na mlade prihajajo od starejših, ne, se nobeden sam si ne izmisli predsodka, ne, tako da imaš še tukaj kakšno idejo, rešitev, kako to zmanjšati. In mene je presenetilo zato, ker, okej, jaz sem sama 2 najstnici, ampak vseeno, zaradi tega, ker na nek način, tako kot ta mladina danes, ti digital nativesi odraščajo z vsem tem medijskim pompomom in internetom in vsem tem, imaš občutek, da to so pa zdaj neki zelo odprti, demokratični, drugače misleči mladi ljudje. Ampak potem pa jim pokažeš ene take okostenele, res take prave predsodke in se z njimi strinjajo. In potem se res rečeš, okej, kaj potegnejo iz medijskega konzuma, a potegnejo samo tisto, kar samo spodbuja to, kar so že v okolju slišali, ne. Ženske govorijo skozi, ne, doma oče je že 1000-krat povedal, da mama skozi govori, da on ne pride do besede, ne. In potem tudi iz tega, kar konzumira medijev, potegne to ven, ne. Tako da bi to v bistvu nas napeljalo najbrž do tega, da bi se lotili ene večje raziskave, kaj konzumirajo mladi iz medijev, kaj je tisto, kar oni poslušajo. Ne vem, trenutno, če take raziskave obstajajo v slovenskem prostoru, mislim, da ne. Torej, katere spletne strani, kaj oni gledajo, kaj je tisto, kar jih količinsko, kateri youtuberji, ki govorijo kaj, ne, kaj je tisto, kar oni količinsko največ konzumirajo, pa se potem to v kombinaciji s tem, kar doma slišijo, pokaže, ne. Jaz sem prepričana, da nobena učiteljica slovenščine ali pa drugih tujih jezikov v šoli ne govori, da obstajajo primitivni jeziki, ne. Mislim, gotovo si nobena ne upa reči, da aborigini, 5 besed, primitivno, ne, ali kaj jaz vem, to definitivno ne. Ampak od nekod pa to mora priti, če jih skoraj 50% tako meni, ne. Ja, pa tudi mogoče, kaj se jim, mogoče ne damo dovolj časa, ne, pač tej debati, ne, o raznih predsodkih, ne, predvsem povezanih z jeziki, ne, ja. Pa še tole, no, ta skrita večjezičnost se mi zdi res krasna, no, stvar. Mislim, krasno, da ste pravzaprav prišli do novega terminološkega izraza. Recimo, tudi jaz opažam, da, na primer, no, ravno ta hrvaščina, ne, kamor hodijo na morje, ko jih jaz vprašam, pa tudi, recimo, ne vem, ko imam študente, ki doma govorijo, ali ne vem, ali bosansko, ali hrvaško, ali srbsko, karkoli, ne, tudi ne bodo to nekako povedali, oziroma ne štejejo, ne, sploh pa ne naši, no, ti, ki so pač, kolikor toliko večjezični, mislim, da znajo hrvaško, ker nekaj hrvaščine morajo znati, če hodijo, recimo, ne vem, vsako leto na morje si predstavljam na hrvaško. Ampak to sploh ne uvidijo, ja, da je to še en jezik in da tudi v tem jeziku nekaj znajo. To je res neka skrita, ki jo sploh ni, no. Ja, predvsem ne uvidimo mi, ki se ukvarjamo z šolo in z jeziki in z jezikovnim poukom,
Ker, en čas smo govorili po letu 91, ja, zdaj mularija ne zna več hrvaško, ker mi smo imeli sebo hrvaščino, mi smo to znali, oni več ne znajo. To je bila neka prva ugotovitve, ne. In jaz spomnim tudi pri mojih študenti, sem rekla, kako pa vi govorite na hrvaškem, pa so rekli nemško ali pa angleško, ne. To je veljalo nekaj časa. Zdaj pa, ko tako gledaš malo te srednje šolce, pa vidiš, da hodijo na Hrvaško na morje, se pravi nekaj, tako kot si rekla, morali so neke besede se naučiti, neke kulturo nekako poznajo in tako dalje, konzumirajo hrvaško glasbo, ne vsi, seveda ne, ampak kar nezanemarljivi del jih konzumira hrvaško glasbo. Zdaj, če druge medije, tega pa ne vem tako. To bi veljalo tudi seveda raziskati. Mislim pa, da je ta skrita večjezičnost v primeru slovaških gimnazijcev še veliko močnejša, kar zadeva češčino. Ker tam je pa na nek način konzumiranje čeških medijev, tudi strani staršev, gledanje čeških filmov, branje čeških knjig, je nekaj, kar je bolj prisotno kot pri nas, recimo, ne. Pri nas boš redko slišal, da nek srednješolec bere hrvaške revije, ne. Na Slovaškem pa se to pojavlja, ja. Bolj kot pri nas. Ja, Liljana, izvoli, Kač. Ja, najprej čestitke, Alja, za odlično raziskavo. Tukaj je veliko stvari recimo za odločevalce o jezikovni politiki. Potem je tukaj tudi vidim, kako je v bistvu jezik povezan z identiteto in zato je vsaka debata o jezikovni politiki tako težka. A nekateri jezik izbrati, koliko časa in tako naprej. Zato pač je to zmeraj težko. Sem pa zdaj pomislila, to je zdaj populacija gimnazijcev. Zanimivo bi bilo recimo narediti eno mini raziskavo med populacijo dijakov, ki obiskujejo srednjo poklicno in strokovno šolo. Tam je pa veliko bolj jezikovno pisano, mislim, z različnih okolij izhajajo, ne. Gimnazijci so že tako, bi rekla, selekcionirana populacija, no. Na poklicnih in strokovnih šolah se bojo kolegice vedele, ki poučujejo, je pa veliko bolj pisano. In tukaj bi bilo tudi zanimivo njihove odgovore, njihove jezikovne karte videti, ne. Pa še nekaj, to je mogoče tudi, sem zdaj pomislila, ko smo ravno na tistem sestanku popoldne, tiste vpisnike rob spet, pa šole zdaj za vsa ta leta ne bi poročale, katere vpisnike so recimo izvajale, da bi mogoče malo večji poudarek dali tudi na teh vpisnikih splošne, ki se tiče splošnega jezikoslovja, se pravi znanja o jezikih, tega res zelo verjetno manj slišimo, recimo, to je zdaj samo kot ideja. Drugače pa ne vem, mogoče bo katera kolegica, ki poučuje zdaj na srednji strokovni šoli, da bo dala te jezikovne karte ali pa ankete, a je to možno kje dobiti, da bi dala svojim dijakom to reševati. Drugače pa čestitke. Ja, z veseljem, anketa je v slovenščini, jaz z veseljem posredujem mail, preko en klika smo jo delali, tako da to tako več ali manj to vsakemu dostopno. Jezikovne karte bi tudi bolj krasno. Ja, jaz sem tu do gimnazijcev prišla iz preprosto čist pragmatičnega razloga, namreč projekt Jeziki štejejo, katere šole srednje so v projektu. In to so bile zbrane pač vse srednje šole, ki so v projektu, ne. To se mi je vseeno zdelo, da jezikovnih kart ne bi risali v osnovni šoli, tam smo delali portrete v 5 razredih, in pa tudi te ankete ne bi raje v osnovno šolo, se mi zdi, da to boljše v srednjo šolo, ja. Ampak nedvomno se strinjam s tabo, Liljana, bi bilo zelo zanimivo videti. Recimo tukaj tudi ena skupina so seveda priseljenci in po nekaterih jezikovnih kartah se to točno vidi. Recimo se spomnim za jezikovne karte, ki je nekdo narisal, da je narisal štruco kruha, čez celo karto je narisana štruca kruha in spodaj piše kruh albanski. Samo to, nič drugega, ne. Nedvomno, kaj je prvi jezik tega dijaka, dijakinje, sploh ni treba dvomiti, ampak se mi zdi tako lepo, recimo kruh je tak kulturno-simbolni element, o katerem gotovo se pišejo doktorati in ta dijaka, dijakinja je tako lepo napisala, evo, to je moj kruh.
Ja. Pa še nekaj sem se zdaj spomnila. To bi bilo fajn, recimo, kakšno okroglo mizo narediti s par dijaki, pa malo mogoče jih spraševati tudi, ne, kako se oni to predstavljajo, da malo še njih slišimo, no, kako so si to predstavljali. No, to bi bilo zanimivo. Zdaj, pri jezikovnih portretih smo napisali, če želiš, pojasni. In res nekateri fenomenalno petošolci so pojasnjevali, ne? Ampak nismo to kot obveznost dali. Pri jezikovnih kartah bi načeloma tudi lahko dal navodilo pojasni svojo odločitev, ampak te jezikovne karte so precej kompleksne. To pomeni, da bi oni to kar pojasnjevali po moje dlje časa, tako da to nekako nismo. Ja, hvala za komentar. Je pa mogoče, ja, sam še to, da dodam, ne, te trditve, ki so v anketi, so odlična iztočnica potem tudi recimo za razlago kakšnih pojmov ali pa ugotovitev splošnega jezikoslovja, recimo, ne. No, jaz sem do tega prišla iz čisto preprostega razloga in tudi to v knjigi opisujem. Recimo, če pogledaš pouk biologije, kemije ali pa fizike, ali pa tudi zgodovine, vedno se pojasnjujejo neki procesi in neki pojavi. Okay? Če pa pogledaš potem pouk jezikov, pa ni važno, ali je to prvi jezik ali so pa tuji jeziki, mi ne pojasnjujemo procesov in pojavov. Mi predvsem razvijamo jezikovne spretnosti, logično se jih moramo, in potem govorimo o jezikovnem sistemu, to je tisto, kar slovnico poučujemo. Ampak to splošno pojasnjevanje procesov in pojavov, tako kot v fiziki pojasnjuješ, zakaj jabolko pade dol, ker je pač gravitacija in tako dalje, to pa tu se mi zdi, da manjka. In jaz to, tisti, ki na fakulteti delate s prvimi letniki, se to lepo vidi. Prvi letniki pridejo in vidiš, da je splošno jezikoslovno znanje zelo, zelo ubogo. In tako da ja, se mi zdi, da je tu kar odprt prostor še. Recimo, kar se tiče splošno jezikoslovnega znanja, primerjava z učnim načrtom za slovaščino, tega je tam več kot pri nas, ampak tam tudi ne veliko. Kar se pa tiče sociolingvističnega znanja, je pa, torej psiholingvističnega ni nikjer, nobenem kurikulu, ampak kar se pa tiče sociolingvističnega, pa je tudi na slovaškem nekaj, pa pri nas nekaj, ampak pri nas mogoče celo več pri tujih jezikih. In pa to, kar je recimo zelo bode v oči, kurikul za slovenščino, sociolingvistične teme se razlagajo skozi materni jezik. Se pravi, ko se razlaga jezikovna politika EU ali pa jezikovna raznolikost EU, se vse razlaga vedno skozi materni jezik. Tako da tu je zelo v ospredju, slovenščina je tista kot filter, skozi katerega gledamo tudi druge jezike. Hvala, zdaj preden bi dala besedo Nasti, naj še preberem, kaj je napisala Darja Mertl. Pravi, da je to bila odlična predstavitev, veliko sivih con in občutljivih vidikov, kot izhaja iz vseh vprašanj in komentarjev, ozaveščanje o skriti večjezičnosti, tudi sama moram vsako leto prisiliti študentke, da se spomnijo na A, svoj dialekt in B, bosanščino, hrvaščino, srbščino, kot del svoje večjezičnosti in večkulturnosti. Torej podobno. Ja. Izvoli, Nastja. Jaz sem hotela samo povedati, takrat gospa Alja je dala tudi nam, torej v Novo Gorico, in jaz sem to delala, vedno sem dala nekaterim mojim kolegom in sem delala tudi v dijakih prvega trgovca, torej 3-letnega programa. Večinoma so tukaj priseljenci in ta kruh, ko ste imela, je bil tukaj narisan, ne, in večinoma, torej, ko tudi jaz sem čakala, kaj bo narisali, torej bil narisan zemljevid Kosova, ne, tako bom rekla, pa potem Bosne, ne, in zanimivo je bilo, da naši dijaki, torej Slovenci, pa so narisali recimo Ajdovščino, Tolmin, so šli še bolj ozko, ne, niti ne v regijo. To, da mi je bilo zelo, zelo zanimivo, potem pa ste vi rekla, da je bil prav fenomen, kar smo poslali, ker mi namreč nimamo gimnazijcev, ne, in to, kar ste tudi vi, gospa Liljana, ne, to omenila. Potem pa druga stvar, se mi zdi to zanimivo, kar ste rekla, isto, kaj je Pija poudarila, torej ta klil kot tretji jezik ali pa drugi jezik, ne, mi ga delamo v odprtem kurikulu na srednjih strokovnih in poklicnih šolah že 10 let in zanimivo mi je bilo kaj, da sem včeraj poslušala, verjetno ste tudi, jaz sem sicer poslušala ne v živo, gospoda Davida Marša,
nekaj ima ta, sem se prijavila preko, ne vem, Tina je pošiljala, no? Mislim, da je bil Impact on Mind and the Brain, se mi zdi, da je bil tako, sicer sem bila bolj zaspana, ampak kaj je bilo zanimivo v razgovoru, vprašanje na koncu, ki ga so ga spraševali iz Vietnama, iz različnih držav, kako naj bi klil poučevali in pravi, torej v povezavi učitelja, torej tujih jezikov, jezikoslovca in pa content teacher, ne. To res in pravi, zdaj on usmerja in vodi to spremembo programa na Finskem, ker Finci grejo v to projektno, medpredmetno načrtovanje pouka in on prav to poudarja, ne, kako je to boljše učenje tujega jezika skozi vsebine. To je zelo zanimivo predavanje, nisem še poslušala od drugih, mislim, da je drugi gospod Oliver Meyer, se mi zdi, da je, in je vse na temo klila, ker to je šel tudi od te gospe do Coyle, je šel ta Beyond Klil, ne, ampak zdaj ne vem, kako priti do teh stvari, zelo zanimivi članki, no, prihajajo ven in nove stvari, ne, tako zanimivo, da pa delijo to Angleži, ne. Prav oni, ki so dosti monolingualni, tako, dobro, jaz nisem jezikoslovec, ampak mogoče samo eno tako mnenje, no. Ja, saj ne delajo nas, da to Angleži, to dela Marš na Finskem, veš. Vem. In tudi ono, tako, Oliver ja, dela na Mayer je Finskem, drugje, no, samo... Ja, isto, ne, tako, ja. Tako malo... Ampak Tako, mislim, da v smehu, ne. 20 let na Finskem, tako da on že zelo vpet v neka druga jezikovna. Ne, saj Nastja ima prav, so Angleži, vendar Angleži ne na angleškem, ne, ampak drugje po svetu, ja. Ja, tako, ne, ja. Malo s parodijo sem hotela povedati. Prav drži, ja, ampak očitno, ja, se znajo biti zelo sistematični, ne, pač nekaj posebej prinesli zraven, no, ne, ja, tako. Še mogoče bi kdo kaj dodal, pohvalil? Ja, zelo dobro, res. Ja, totalno. Ja, veliko, Angleži pravijo food for thought, a ne? Zelo veliko. Ja, tako. Ne vem, ja. Zelo veliko izzivov, no. In pa sivih con in vsega, kar nam je še ostalo, in tudi zelo veliko prostora še za raziskave, a ne? In za izpraševanje, ne. To je tisto, potem, če gotoviš, da je veliko prostora za raziskave, potem veš, da si naredil korak v pravo smer, ne. Ker če greš nekaj raziskovati, ker ni možno več nič naprej, si dodal zadnji kamenček ali pa si šel v slepo ulico. Tako tukaj se pa odpira res veliko različnega. In bi bilo pa zelo lepo, če bi se odprl tudi prostor, tako kot je zdaj že nekaj vas omenilo, da bi se o tem tudi, predvsem Liljana, da bi se o tem govorilo na nekih drugih nivojih, in da bi se, sej jaz nimam naivne predstave, da nosilci odločitev v šolski jezikovni politiki morajo upoštevati to, kar gimnazijci želijo. Ne, njih je treba šele vzgojiti in izobraziti. Mi ne moramo upoštevati njihove želje, pa jim dati vsem španščino, ker je najlepša ali kaj. Ne, sploh ne. Ampak gre pa za to, da je pa dobro, če pa poznamo njihova stališča, ker sej tudi sem prepričana, da tisti med vami, ki poučujete na srednji šoli, nekako intuitivno poznate ta stališča, ker se skozi neke majhne reakcije vidijo, ne? Ampak tako zbrano na enem mestu pa se mi zdi prav, da se naredijo. No, toliko. Ja, najlepša hvala. Vsem še en lep večer in res je bilo lepo, no, da smo bili zopet skupaj in veliko novega izvedeli in še več se bomo spraševali v prihodnosti. In vabljeni spet naslednji torek. Hvala. Hvala vsem. Lep večer. Hvala. Hvala, Dio. Ja.